Dobro jutro, dober dan iz Kopra. Kamp po krizi je zasedba, ki nam je danes namenila svoj čas, sicer pa so fantje in dekle vsestransko aktivni na odrih, tudi sicer. Pred nedeljskim koncertom v Prulčku v prestolnici so se danes ustavili v našem koprskem studiu. Matjaž, Eva, Gregor in Tomaž, dobro jutro, dober dan, dobrodošli. Dobro jutro. Torej, bomo začeli v gledališču. Matjaž, to je bila nekakšna vaša odskočna deska. Kako se je potem zgodba vaša razvijala? Ja, zgodba se je začela z gledališko predstavo, imenovano Če utišate pevca, pevko, ki smo jo skupaj pripravljali z Tajo Kramberger. In na podlagi te igre smo tudi postavili pesem, prevedli jo skupaj iz španščine, ki je bila pač naslovna te gledališke igre, in smo potem po zaključku, ko smo se razšli naprej, nadaljevali kot skupina naprej v tem slogu, oziroma smo poiskali pač naprej inspiracijo. Tomaž, nadaljujeva tu. Kaj bomo torej danes slišali? Za nas ste pripravili spoj dveh skladb. Tako, ja, smo poskusili združiti zato, da dobijo lahko tudi pač ljudje, ki bodo poslušali malo spekter, kaj pokrivamo. Zdelo se nam je tudi zanimivo, ker je dvojezično, prvi del bo v slovenščini, drugi del bo v italijanščini. To sta dve skladbi, torej prva naslovna Če utišate pevko, pevca, Horacio Guaranija, ki je bil argentinski pisatelj, pesnik in režiser in govori o pomembnosti besede nasproti tišine, to mi, da si upamo povedati, in da če se utiša pevko, pevca, se utiša tudi življenje. Druga skladba je pa od skupine Ratos de Parao iz Brazilije, hardcore skupine, ki je znana v Kopru, dostikrat tukaj igrala. Boste slišali v italijanščini besedilo, zakaj gre se. Eva, danes mi ne bomo utišali pevke. Rekli smo, da bodo ljudje že takoj s tem, kar bodo danes slišali, dobili prvi vtis, o čem prepevate. Pa bi mogoče še besedo ali dve še o vašem imenu, Kamp po krizi, to tudi veliko pove o vas. Ja, to v bistvu nekako dvopomensko je to ime. In sicer v slovenščini je besedna fraza, vprašanje kam po krizi, ker dejansko danes to vprašanje je zelo aktualno. Vsi govorimo o krizi, ampak kam pravzaprav potem. Drugi pomen je pa v bistvu, ko se nam je v italijanščini, nekako kot nek tabor krize, krizni tabor, kjer se v bistvu morajo neke rešitve v bistvu razvijati. Naš repertoar pa je pravzaprav uporniška pesmi upora z različnih koncev sveta, tiste, ki se v našem prostoru v bistvu ne poznajo dovolj dobro. Gregorja bomo vprašali, kam naprej, oziroma kam se boste še zasukali. Ja, to bomo videli s časom. Zdaj nam je v planu malo razširiti repertoar, mogoče iz naftalina potegniti še kakšno uporniško pesem in jo pač prirediti in dati naš duh in malo modernizirati mogoče. In potem pa se pustimo presenetiti, kam nas bo zapeljala. Je teh upornikov našega časa dovolj? Se vam pridružijo pod odrom? Našega časa mogoče malo manj, jih je pa sigurno dovolj iz prejšnjih časov. Prav. Mi v studiu televizije Koper smo se odločili, da bo zadnja beseda danes tu nedvomno vaša, zato se bomo ta trenutek poslovili od naših gledalk in gledalcev. Do zadnjega seveda navijamo za naše tekmovalce in za vse vas, da bi tudi danes imeli čim lepši dan, do prihodnjega torka seveda, ko bo z vami Matej Sukič. Srečno vsem skupaj, sedaj pa oder je samo vaš. Če utišate pevca, tihne življenje. Saj življenje je samo tudi pesem. Če utišate pevko, strahu umrejo. Svetloba, upanje in veselje. Če utišate pevca, ostanejo sami, pokorni vrabci časopisja. Luški delavci upajo na boljše čase, a kdo se bo boril za njihove plače?
Quando ci vuole, senza giustizia non c'è pietà, è troppo facile morir per niente senza lottare, perché quando ci vuole, senza giustizia non c'è pietà, tutti corrotti, la polizia, fascisti da merda non passeranno. Quando ci vuole, senza giustizia non c'è pietà, è troppo facile morire per niente senza lottare contro il potere, tutti corrotti, la polizia, fascisti da merda non passeranno, non passeranno, non passeranno, non passeranno, non passeranno.